Samo še 5 minut, samo še 5 minut, se je zadrl petelinček in vabil goste, naj se počasi pričnejo zbirati okoli vhoda v dvorano. Pohiteti moram, je zaprenčala mala Kresnička, ki si je pred ogledalom navijala tipalke. Na hitro si je še zloščila krila, nato pa poletela proti dvorani, pred katero se je vila kot kača dolga vrsta živali. Pristala je za skupino podlasic, ki so vsake toliko siknile druga na drugo. Tik preden bi opazile malo Kresničko in se spravile na njo, so začeli množico spuščati v dvorano. Kresnička je vstopila in od veselja zašepetala sama sebi. Ne morem verjeti, končno sem na Žofu, živalskem oglaševalskem festivalu. Kresnička je veselo pogledovala naokoli po dvorani, ki je bila polna do zadnjega kotička. Le za žirafami je bilo nekaj prostora, ker nobena od živali ni videla prek njihovih dolgih vratov. V naslednjem trenutku je petelin znova glasno zakikirikal, dvorana pa se je zatemnila. Na oder je počasi prikorakal Jazbec, legenda oglaševalskega sveta. Najbolj znan po oglasih za blagovno znamko 300 kosmatih. Jazbec je najprej nagovoril vse zbrane, nato pa pričel s podelitvijo oglaševalskih nagrad. Vsakega nagrajenca je najprej napovedal petelinček, Jazbec pa je kot predsednik žirije podelil slavnostne plakete. Seveda pa je sledilo še obvezno poziranje fotografom. Nekega dne bom tudi sama stala na tem odru, si je rekla Kresnička, medtem ko je na oder hodila skupina pingvinov, ki so ustvarili najboljši tiskani oglas za mehiško znamko Los Sardelos. Najboljši video oglas je ustvarila agencija Oink. Na oder pa so prašički iz agencije povabili tudi Kuro, ki je režirala oglas in sliši na ime Kurosawa. Podelitev se je počasi bližala koncu, Kresnička pa je opazila, da vse manj živali deli njeno navdušenje. Manj kot je ostalo časa do konca podelitve, večje je bilo nezadovoljstvo živali, ki niso prejele nagrade. Vrhunec pa je dosegla v trenutku, ko so razglasili agencijo Oink za agencijo leta. Na oder so prikorakali 3 prašički in od veselja v zrak metali Kurosawo. Tako visoko, da je za trenutek pomislila, da zna leteti. A pod odrom je bilo vse prej kot veselo. Papige so kričale, da je oglas agencije Oink kopija in že viden. Žirafe so trdile, da je žirija, ki je odločala, pristranska. Kresnička je zgroženo gledala naokoli. Prekipelo pa ji je, ko je videla, da je celo Jazbec, ki je znan po svoji mirnosti, izgubil živce in se prerekal v skupino jeznih pelikanov. V tistem trenutku je poletela v zrak in razsvetlila celotno dvorano. Živali so opazile svetlobo, ki se je pojavila v prostoru in pogledale navzgor. Nehajte se kregati, je rekla Kresnička. To je postal festival prerekanja in jamranja, ne pa oglaševanja. Vsi v tem prostoru ste neverjetno ustvarjalni. Ko sem sama videla vaše oglase, sem si rekla, naslednje leto bom pa tudi jaz dobila nagrado. A ni to najlepša plat Žofa? To, da imaš vedno možnost, da se naslednje leto odrežeš bolje. Naslednje leto so se drle papige in kimale. Pa ne samo one, tudi druge živali so kimale. Celo lenivci, ki se jim ponavadi še mižikati ne da. Živali so gledali proti odru, na katerem je svetila Kresnička, njena svetloba pa je odsevala v njihovih očeh. In tam, kjer sta se prej kazali jeza in zavist, je zdaj svetilo nekaj drugega. Želja, da bodo naslednje leto opravili bolje.